Zdaj se o tem ful govori denar, valute, take stvari. Ampak meni ta blockchain zelo zanimiv, zato ker to lahko se dotakne res še ful enih drugih stvari, a ne. Spet smo ljudje tukaj, crowd, kjer odločamo, tako kot na Kickstarterju. Nimaš ti enega investorja, ampak jih imaš lahko 1000, 10 000, ki rečejo, ta ideja je pa dobra, pa ti pomagajo. In pri blockchainu pa to je tudi podobna stvar, ne, da ni en človek, ki odloča za vse, ampak nas je več, a ne, in je cela skupnost, ki lahko to odločamo, vodimo, investiramo, karkoli. Tako da ja, to mi je ful zanimiv in se mi zdi, da to je future, a ne, tako da to sigurno gledam, se pogovarjam, razmišljam, kaj se da tukaj kaj narediti. Ta druga stvar, ki me pa ful zanima, je pa ta, ne kako se investira v startupe, ampak bolj kako se tukaj nek nov model, kako se ideje dobijo, začnejo in pol grejo naprej. Tako da razmišljamo o nekem mogoče startup lab, startup studio, kjer ti dobiš zelo dobro ekipo okrog in jih pol se ideje interno producirajo in če je zanimiva, se jo naredi, mogoče zelo hiter ta nek MVP, minimum viable product, da se naredi in se potem to lansira in če se prime, spustiš to naprej, če se ne prime, ugasneš. Jaz vedno pravim, da prva stvar, ko imaš idejo, prva stvar, ki moraš narediti, je zbrati ekipo okrog sebe. In če bojo oni verjeli v tvojo idejo, imaš to prvi check mark, da imaš nekaj, da je prav. Pol greš naprej pa zbereš svoje partnerje, ali so to investorji, ali supplierji, ali karkoli, zbereš partnerje. Pol naprej greš pa pač community iskat, da so supporterji, tako kot je na Kickstarterju, ali pa take stvari, a ne, to. Pol pa je šele pravim, pol pa šele greš začeti razvijati produkt. Kickstarter je dober, ali pa crowdfunding je dober za 4 stvari, a ne. Ena je to, da najprej testiraš, koliko je sploh velik market, a ne, ali so sploh ljudje pripravljeni to kupiti. Ta druga je, da dobiš feedback nazaj, da popraviš produkt. Ta tretja je, da dobiš ta seed money, a ne, da sploh začneš, da se to. Četrta, kar pa meni najbolj pomembno, je pa to, da si zgradiš okrog sebe community, a ne. In če ti dober produkt narediš, ga pošlješ, so ljudje zadovoljni s tem, te bojo vedno podpirali in vedno bili fani tvojega brenda in tako. Jaz sem bil del prvega uspešnega Kickstarter projekta v Sloveniji, to je bil LL Stov, ki ga je Luka Lučičnik naredil, septembra 2012, no, in to so bili čisti začetki Kickstarterja v Sloveniji ali pa crowdfundinga, a ne, to. No, in od takrat naprej so zmeraj boljši projekti, zmeraj več jih je tudi, ljudje tudi, te ekipe tudi zmeraj bolj razumejo, kako pripraviti projekt in kako ga lansirati in pol vse skupaj. In to ful sem vesel, ker smo zgradili tako močno community, ker si vsi pomagamo, šeramo ideje, znanja. Vidim tako pozitivna energija tukaj noter, ker res vsi želimo drugim, da uspejo, pomagamo novim projektom in tako, sem ful vesel.